Zdravo vsem skupaj, živijo. Se sliši? Dober večer. Dober večer. Dober večer. Danes imamo malo zanimive stvari. Evo. Dober večer. Dober večer. Vas je lepo videti na to čudovito našo soboto. Kaj ne rečem, to pri nas zdaj je dežval, pa ni dežval, vreme rahlo kislo, ne? Kako pa kaj v drugih krajih, tudi je ta teden bilo kar mokro, ne? Ja, kar bilo, ja. Ne lej pa Ja. lepo. Ne lej pa lepo. Ja. Super. Danes je zanimiv dan, kratek dan mi je bil, ker je bilo veliko stvari. Čudovito, 165. Zoom, to je že kar ena taka slovesna številka. Jaz bom zdajle kar preletel tale naš program skozi, vem, da ste dobili, vem, ampak za vse tiste, ki bojo kasneje gledali, za vse tiste, ki nas v živo spremljajo na družbenih omrežjih, pa morda teh mailov niso dobili, ne vejo, kako bo potekal večer, pa bi jaz to čisto na kratko povedal. Preden se nam pridruži danes naša častna gostja, dr. Viktorija Bevc, s svojim programom. Jaz bom pa brez daljnega odlašanja zdajle razdelil tale naš zaslon in z vami podelil, upam, da se vidi 165, takole. In tako kot ponavadi širimo znanje, spreminjamo življenja. In najprej seveda program srečanja, tako kot sem vam povedal. Pri programu srečanja pa po standardu pregled zapisnika. Pozdravljam med nami našo Tejo. Teja, pozdravljena, pridi se malo pokazati našim članom. No, Evo, tako, bolj nadroben se boš videla, ampak no, super, se vidim, se vidimo, lepo. Fajn. Hvala, nikaj. Tako, evo, zapisnik 164, veliko strani je zapisala, zelo se je potrudila, z 18. maja 2024 in ta zapisnik je zdaj tukaj in upam, da ste ga prebrali. Sprašujem, ali ima kdo na zapisnik pripombo, idejo, tukaj v studiu ali pa v živo na Zoomu, prosim. Ok. Noben se ni javil, tukaj tudi, v redu, hvala lepa. Tukaj mi javljajo, da je zapisnik v redu, pri vas tudi vidim, hvala lepa. Torej, sklepam, da je zapisnik brez pripombe sprejet in tudi ta zapisnik bomo lepo arhivirali in ga spravili. To se še enkrat tej zahvaljujem. To je zapisnik 164. rednega sestanka Društva za srečno življenje Belis, ki je bil z dne 18. 5. 2024. Gremo naprej. Se pravi, takoj po tem programu, ki ga bom jaz predstavil, bo dr. Viktorija Bevc. Kaj se dogaja v tej naši deželici, v naši beli Ljubljani, čez cirka 15 minut, ko bom to zaključil. In sicer takole je nekako zapisala v začetka: ko sem bila otrok, sem si želela, da mi stari oče Janez, majstroborec za severno mejo, s privihanimi brki sedeč v hiši, v zapečku krušne peči, pove kakšno zgodbico. Je vedno začel takole, a tisto o žandarjih. Ampak naprej bo potem povedala ona. Ko bo zaključila svojo zgodbico, svojo pripoved, tisto o žandarjih, se bom pa jaz lotil slovenskih, malo hujših žandarjev, bolj sodobnih, tako imenovano Automatic Society Report, kjer je v bistvu nacionalna varnost največji sovražnik nadnacionalnosti in največji sovražnik agendi 2030. Torej, slovenska policija tehničnih sredstev, za optično prepoznavo obraza ne sme uporabljati za vse splošen preventivni nadzor prebivalstva. Kljub temu prikrito uporablja to tehnologijo že 9 let, brez da bi mi to vedeli,
In verjetno, da ne sam, da uporabljajo, ampak po moji oceni, kolikor vidim in čutim, in mi vsi to občutimo, za ciljano diskriminacijo državljanov, kar predstavlja prvič nezakonito delovanje, zaradi tehnologije, zaradi dovoljenj, zaradi tega, ker jih zakon to ne dopušča, in tretjič, seveda se lahko spravijo na katerikoli, kadarkoli, ker vse vejo, kadarkoli se kje nahaja, ne. Tako da boste vedeli, da naša slovenska policija doma, tukaj v Sloveniji, tega ne priznava. Ako pridejo, veste, na mednarodne konference, so glavni, tam so najboljši, na mednarodnih podijumih, kjer se pohvalijo, nočejo zaostajati za Kitajci. Na mednarodnih odrih, tam so oni nekdo, tam želijo biti prepoznavni policisti. In uporabljajo, veste, od leta 2015 za sledenje državljanom. Pa če jih boste vprašali, bodo rekli, da ne. Ampak v tujini se pa pohvalijo in povejo tudi, kaj uporabljajo. Torej, ne zamudite danes, po Viktoriji bom jaz povedal veliko novih tehničnih novosti policijskih, za katere se vam sanja ne slutite, ampak vam bom povedal, kako zadeva funkcionira in kaj s tem počnejo. A jih možje v modrem tudi ne upajo zaupati javnosti. V javni upravi poslujejo, veste kaj, na črno in nezakonito. Toliko za uvod. Za menoj bo potem predsednica društva Belis, Iviljana Belis, imela božji dar, kratko vsebino, in sicer v tem smislu, glejte, ko pomislimo na darove, ki jih sprejemamo skozi življenje, pogosto razmišljamo o materialnih stvareh, darilih, ki jih lahko otipamo in vidimo. Resnični darovi življenja so veliko globlje, nevidni očem, a vidni srcu v naši božji duši. Ti darovi so vera, naši talenti, različni značaji, bogate izkušnje in druge različnosti in značilnosti in še kaj, kar nisem navedel zdaj, ki jih prinašamo v svet. Več o tem bo povedala Iviljana. Potem se bomo posvetili filmu oziroma praznovanju 30. obletnice Društva Deteljica, Društvo posvojiteljskih družin, kjer si bomo pogledali posnetek, praznični posnetek iz oddaje Dober dan, dobri ljudje, je naslov oddaje, in sicer na Exodusu je to potekalo. Včeraj je bila premierna oddaja, in se veselim, ker si bomo to skupaj pogledali z vsemi člani, to njeno 30-letno dogodivščino, ki bo, evo, tako kot gostja, več na temo rejništva si bomo potem pogledali skozi film, tako da vabljeni k ogledu in bi tako rekel, k počastitvi seveda njenega 32-letnega programskega in plemenitega delovanja za družbo in za družinsko korist, predvsem pa za otroke posvojence in za starše posvojencev in predvsem naši članici Viktoriji se bomo poklonili, tako da čestitke, draga Viktorija, iz vsega srca za tako plemenito delo. Tukaj ponovno vabilo, da ne bomo zamudili Deteljice, ki prinaša srečo, in mi smo tudi društvo za srečno življenje Belis. Ob tem ne pozabimo, da se vsak torek dobimo ob 20. uri, kjer malo poklepetamo, se imamo fajn. Zdaj bomo imeli naslednji torek, gledajte, lokalni mediji in javno obveščanje. Tema bo zelo huda, zelo zanimiva, nove stvari, nove terminologije boste slišali, nove zvijače. V glavnem bomo pa raziskovali vloge lokalnih medijev pri javnem obveščanju o lokalnih političnih odločitvah in dogodkih. Bili so lokalni mediji, še so lokalni mediji, samo danes je to vse drugače vodeno iz drugih centrov. Kako se to naredi, kako izgleda, pa več v torek. Dobrodošli v torek. V nadaljevanju tega našega poročila izven programa, to je pa v mailu nadaljevanje, včeraj izšlo v Brownstone inštitutu, piše klikni tukaj, če imate mail, seveda, pogodba o pandemiji, jer je bilo včeraj, da jim ni šla skozi, oziroma da bojo, ne vem, kaj bojo še poskušali delati, ampak skratka, pogodba o pandemiji ni sklenjena. In tudi, če bi bila sklenjena, je tukaj noter napisano, ne vem, koliko napak
iz preteklosti, ki bi se ponavljale. Zakaj bi se ponavljale? Pri vseh teh, gledajte, pandemičnih pogodbih, zapletov, prepletov iz teh preteklih stvari se niso naučili nič. Tukaj, gledajte, je racionalna politika nad paniko. Jaz sem vam dal to knjižico, mislim, da je cirka 122 strani, sem jo včeraj prevedel iz angleščine v slovenščino, še poleg vseh teh priprav, in tukaj imate v bistvu ponovno oceno tveganja pandemije v okviru globalne agende za preprečevanje, pripravljenost in odzivanje na pandemijo. Kaj vse tukaj notri piše? Piše vsaj, da ni neka, ne vem, endemična politika, pač pa racionalna politika nad paniko. Tukaj imate veliko rešitev noter, ki jo je v okviru Univerze v Licu naredili par imen, zelo dobrih profesorjev. Jaz sem to malo pogledal, nisem uspel, jasno, da ne vsega, ampak to je ponovno ocena. Glejte, februar 2024, povsem nova literatura za prenos poročila v slovenščini, klikni tukaj, poiščite si svoj elektronski mail. Če bi kdo želel imeti, veste, od vaših prijateljev, lahko link od mail prepošljete in si lahko tole literaturo prevzame, ker notri piše res zanimive stvari, za katere tudi vedeli nismo, ker seveda svet je velik in se veliko dogaja. Da pa je pri tej pogodbi šlo dejansko samo za denar in ne za naše zdravje, da je šlo samo za kapital, da jih pač ljudje ne zanimajo, niti United Nations, niti, bom rekel, pri Svetovni zdravstveni organizaciji, ne, je pa tukaj, gledajte, dokaz. Jaz sem G20 Indonezijo 2022 že veliko delil med vami. Ampak tukaj je v bistvu pa poročilo z dokazi, da WHO ne skrbi za zdravje, marveč le za denar. In to, kar gledate zdaj pred sabo, tukaj klikni dokument, se vam bo odprl dokument Svetovne banke. In Svetovna banka je na podlagi G20 naredila analizo. In ko so videli v bistvu s kakšnimi minornimi stvarmi, tudi 5, 10, 20 okužencev, oni bi pognali pol države v luft, sam da bi denar dobili za epidemijo in za pandemijo. In to se je tle izkazalo. Tako da so bili tudi razni komentarji teh politikov, ki so bili v Indoneziji takrat. Odkrili so marsikaj, zato pa seveda stvari padajo, ker so ljudje pohotni na denar in ne vem kaj. Ponovno opozarjamo iz Društva Belis, da smo vložili usmeritve za korekcije zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalogah in pooblastilih policije. Že prejšnji teden, zdaj ponovno, zaradi zapletov, kakšnih zapletov, ki jih jaz gledam na TV in so zanimivi zapleti, kaj vse policija počne, kaj si dovoli. Hkrati, veste, pa nam pošlje anketo, vse boste videli. No, tu samo še povem, da v mailu, poglejte, povezave do dokumentacije imate, do Skupnost občin Slovenije, predlog Ministrstva za notranje zadeve, ki se ga splača pogledati, takrat je, ker je obsežen dokument, in ko to berete, njihove utemeljitve, kaj bi oni delali, kako smo mi vsi osumljenci, kako smo mi vsi potrebni nadzora, kako morajo oni nas čuvati in tako naprej in tako naprej, smo tukaj jim dali vedeti, da je njihova naloga v bistvu paziti naša življenja in premoženja, ne pa nas tako čuvati, zato da brani državo. Oni to vse obračajo, ne. Tukaj smo par besed, ki sem jih že zadnjič povedal, nakazali, ker gre dejansko nasprotje med državljansko varnostjo in varnostjo države. V razmislek. Tudi tukaj imate link, si lahko pogledate cel dokument, ki smo ga v društvu 16. maja pripravili. Predvčerajšnjem je bil pa zadnji rok oddaje in smo to seveda tudi uspeli. Še nekaj. Glede na vse kritike, ki jih policija doživlja, in na vse, kar prikriva, in vso zakonodajo, ki jo krši, in vse, kar počnejo, so zdaj preusmerili pozornost tako. Dobro me poslušajte. Časopis Slovenske novice je lansiral: izpolnite anketo z naslovom Ali zaupate policiji oziroma policistkam in policistom. In potem seveda ta anketa bo prišla, ljudje se bojijo policije, bo rekli, to so pa fajn fantje, pa fajn punce, vidite, oni nas čuvajo,
krasni, seveda so krasni, ne. In pa bojo s tistim listom, s to anketo šli v Državni zbor, pa bojo rekli, glejte, koliko smo mi krasni, a ne, so ljudje, ki pojma nimajo, kaj se znotri dogaja. In to je ena taka fajn maska, ki je nepoštena s preusmerjanjem pozornosti. Tukaj je ocena in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2024, včeraj so to anketo lansirali ven, in tukaj nas vse vljudno prosijo k sodelovanju v raziskavi slovenske policije o tem, kako državljanke in državljani Slovenije ocenjujete naše delo, koliko nam zaupate, kako varno se počutite. Ne? Seveda se boste danes videli, kako varno se počutimo. Ne? In tukaj kliknete naprej in spavnite. Predlagam, da spavnete in poveste tisto v resnici, kar mislite. Če imate lepo izkušnjo, povejte pošteno, če nimate v redu izkušnje, ne. Glede na to, kar bom danes povedal, je pa to moje mnenje, so to moji papirji, javni, uradni papirji in časopisne raziskave in znanstvene raziskave, ponudbe proizvajalcev, ki to prodajajo policiji, policisti, ki to kupujejo, ampak v resnici se to nič ne dogaja, tako da ne se na to ozirati, vi dajte samo svoje mnenje.